4. Dobro, gospod Izver. No, danes je zato vreme, ne? Bi se želel, da je bolj sončno, da bi se iz tega nebotičnika videlo dlje. Ampak tudi sicer mislim, da se bo pa najste videlo dlje. Torej bo sonce svetilo na dveh polih. Sicer bom navajal vprašanja, ki so bila namenjena doktorju Danilu Tirku, da pač vidite, kam bomo peljali naše soočenje. Nadaljevali oziroma začeli bomo z vročo referendumsko temo. Vsi trije predsedniški kandidati ste se na njo odzvali. Gospod Tirk je vlado pozval k umiku zakonov, predlagatelj je pa k umiku zadeve za referendum. Danes je poslal nov predlog. Gospod Zver, vi ste poudarili, da predsednik republike predlaga pravno-formalni nesmisel. Gospod Pahor, vi pa trdite, da bo strošek referenduma večji od slabih lastnosti obeh zakonov. In sedaj vprašanje za gospoda Tirka, da seveda ni. Torej, gospod Tirk, vi ste predlagali kompromisni predlog pravnika Lojze Odej in Rajko Pirnac sta poudarila, da umik zakona, ki je že bil potrjen v državnem zboru, ni mogoč. Kako torej kot pravnik že v začetku predlagate nekaj, kar je neizvedljivo in kateri je sedanji predlog, ter seveda kateri pravniki so sodelovali pri snovanju njegovega predloga. Tega danes nismo slišali. Vseeno, gospod Pahor, ves čas poudarjate, da to vrstne politične blokade niso dobre. Pozivate k dialogu in konsenzu, po drugi strani pa je prav vaš poslanec iz vaše stranke, prispeval podpis, da smo se znašli v tej par poziciji. Podobno je bilo tudi pri obljubah o podpori denimo zakonu fiskalnemu pravilu. Ali vaša beseda v stranki SD še sploh kaj pomeni velja? Najprej pravico vsakega poslanca ali poslanke, da odloči po svoji vesti in po svoji presoji, moramo govoriti tudi takrat, ko se z njim ali z njo ne strinjamo. Tudi v tem primeru. V času, ko sem bil predsednik stranke in odgovarjam za njena ravnanja, mi ni uspelo prepričati stranke za vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo. In takrat sem v državnem zboru, ne nastopam pogosto v tem mandatu, dejal nekaj, kar se danes odvija kot realnost. Takrat smo bili na neki prelomnici. Če in koliko bi takrat prevladala splošna presoja, ki je bila tudi moja, da se je vpis zlatega fiskalnega pravila izredno obrestoval tako simbolnega, političnega, kot stvarnega vidika, bi ne samo dosegli te učinke, ampak bi prinesli v slovensko politično atmosfero neko upanje, da lahko slovenski politični razred kot celota ukrepa in reši Slovenijo iz krize. Takrat se to ni zgodilo. To je bilo slabo znano. Meni je pomembno, da jaz potem nisem več zasedal glavnega položaja v stranki. Tudi zaradi tega in zaradi ocen, da se bo stvar razvijala v jeseni, kot se razvija. In na to vas bi rad opozoril. Mene, to, kar se zdaj dogaja, ne preseneča. Stvari se zaostrujejo, razkol postaja očitnejši in možnosti, da se izvlečemo iz krize, ste manjše. Zdaj pa, to sem rekel tudi prej eni od slovenskih televizij, sta, kar se moje vizije političnega dogovora med strankami, če bo čas, bom to elaboriral, odvijata dve možnosti. Ena, da bodo ljudje rekli, mogoče pa je, ne glede na njegove uspehe in neuspehe, ki jih je doživljal v različnih položajih, vendarle njegova zamisel političnega dogovora in nacionalnega konsenza zdi toliko bolj smiselna zaradi vsega tega, ali pa bodo ljudje rekli, no sej, ravno to, kar se dogaja, je dokaz, da dogovor in sodelovanje v slovenski politiki ni mogoče. Bomo videli, kaj bodo rekli ljudje na nedeljskih in na državnozborskih, na predsedniških volitvah, domnevam v začetku decembra. Ne mislim, da sem jaz edini simbol ali izbor ali najboljša rešitev za tisto, kar jaz imenujem dogovor, konsens, sodelovanje. Vendar pa to prav gotovo za voljo izkušenj in svojega političnega kreda v zadnjih 20 let
predstavili. Bomo videli, kako se bodo ljudje odločili. In zato vam bi rad odgovoril naslednje, kot se sami dejali. Osebno nasprotujem odločitvi za referendum, mislim, da je zelo škodljiva. Vi ste govorili o strošku, ne bo tukaj vsem jasno, da ne misli samo na finančni strošek referenduma, mislim zlasti na politični, gospodarski, socialni strošek. Razmere v Sloveniji se bodo dodatno zaostrile in enkrat moramo reči Bogu Bob. Postaja očitno, da ni tako zelo velik problem v Sloveniji. Finančna situacija tukaj in v mednarodni skupnosti, da ni glavni problem gospodarsko nazadovanje v nekem obdobju. Glavni problem tiči v nesposobnosti politike, da hoče, ker so take razmere, da bi tako morala storiti, potegne vozi iz tega položaja. In na koncu, jaz sem bil deloma tako žrtev kot, priča temu, kam pripeljajo te razmere. In pride na kraj pameti, da bi zdaj vrnil milo za drago tistim, ki so morda takrat pri tistem premisliku sodelovali. Skušam izhajati iz tega, da se iz napak nekaj naučimo in poskušam zdaj vendarle biti nek glas, če želite razuma, če to ni pretirana oznaka, ki opozarja na to, da je čas za dogovor, ne bo mest izvoljen ali ne za predsednika, boste videli, s tem počujem in bom potem krajši. Prej ali slej bo v slovenski politiki prišlo do dogovora. Prej ali slej. Gre samo za vprašanje, koliko socialnih in drugih žrtev bo potrebnih za to, da bo to sprevidela potrebna strankarska in druga elita. Če dogovora ne bo, potem mislim, da bomo zato, ker eden proti drugemu v Sloveniji ne more zmagati, plačali ceno za celo generacijo. To je moja stališče. Gospod Zver, vi ste predlog predsednika države ocenili kot nesmislen, pa vendar, ali ni pravilno, da predsednik države tudi s tovrstnimi pozivi pomaga k reševanju nastalega stanja? Pa ob tem mogoče komentar na to tudi vas, gospod Pahor, kako komentirate, da se danes ne morete soočiti z aktualnim predsednikom? Hvala za vprašanje. Hvala tudi za organizacijo tega dogodka in za vabilo. Dr. Türk, predsednik Republike, se že večkrat izognil soočenjem. Že tudi veliko pred uradno začetno kampanjo v nekaj možnosti, ko bi si izmenjali stališče. Jaz mislim, da bi bilo to za volilno zelo dobro, ampak iz meni neznanih razlogov ali pa znanih je vedno blokiral to vrstno srečanje oziroma se izmikal. Nekaj podobnega sem tudi pričakoval, da se bo danes zgodilo. Problem slovenske politike je njena neverodostojnost, zlasti v zadnjih časih. Beseda nič ne drži, to je največja težava. Tudi mislim sam, da je preveč leporečenja in govorjenja in pa premalo pozadka na konkretni verodostojni politični drži. Mi lahko še tako lepo govorimo, predstavljamo realne probleme in če se za to ne stori dovolj, nosimo prav tako vso odgovornost. To koliko leti tudi na kolega Pahorja. Neverodostojnost slovenske politike, ki se še v zadnjem času veliko bolj prihaja do izraza kot v zadnjih 20 letih tranzicije demokratične. Še januarja so nekateri politiki tukaj prisegali tudi z opozicije in tudi z skrajne levice, da recimo ta bodo podprli bliz zlatega fiskalnega pravila v ustavi. Pa so hitro snedli besedo. To je bil prvi znak tudi za mednarodne finančne trge, ki nas je začel gledati tudi kot politično nestabilno državo in je začel tudi faktor politične stabilnosti, javnih politične stabilnosti vključevati v svoje ocene, svoje bonitetne ocene za Slovenijo. In danes smo ponovno izgubili na bonitetni oceni. In to zaradi tega, ker smo se ponovno šli slepomišje in igri z referendum. Zato me je vse skupaj tako prizadelo tudi ravnanje predsednika Republike, ki je predlagal popolnoma nesmislen predlog. Namesto, da bi se prej, preden so bili sprejeti vsi zakoni, preden se je potekalo usklajevanje in usklajevanje je potekalo v delovnih skupinah. Tega ni mogoče reči, da ni bilo usklajevanje in dogovarjanje in poskusov dogovarjanja.
celo 12 predlogov je vladna delovna skupina sprejela strani opozicije in je vključila samo zato, da bi zadeva šla naprej. Pa je bila potem blokirana strani predsednika, tudi strani predsednika. Jaz ne vem, koliko je sodeloval zraven pri teh pobuda za referendum, ampak imam občutek, da je močno sodeloval ali pa vse spodbujal tiste, ki so to storili. Še tudi prvak največje opozicijske stranke še nedavno tega govori, da referendum ni ustrezna oblika političnega boja, da se mora to odgovorno dogovoriti tisti, ki so za to izvoljeni. Temelj največji problem slovenske politike. Zlahka se prelomi dana beseda. In zdaj tudi problem, pogledajte, mi smo obveznice države na ameriškem trgu prodali na podlagi obljub o reformah. In te obljube smo sledili ob prvi priložnosti, tudi zdaj tega so finančni trgi reagirali. In vse to se bo dalo izračunati. Za vse to se da izračunati gospodarska škoda, ki jo bo trpela Slovenija v prihodnosti. Tako da nevredostojni smo napram noter, napram svojemu volilnemu interesu, kako tudi proti mednarodne skupnosti. To je pa še večji problem, zato ker smo močno odvisni od nje. In tudi izhod Slovenije je odvisen od mednarodne pomoči. Ne mislim tiste mednarodne pomoči, ampak od kreditov, ki jih bomo dobivali v naslednjih letih ali pa jih bomo morali dobivati v naslednjih letih še od mednarodnih finančnih trgov. Torej, predam vam besedo, gospod Pahor, je funkcija predsednika države pri tovrstnih povezovanjih, pri iskanju rešitev pomembna? Gospod Zver. Gospoda Pahorja. No, zagotovo. Funkcija predsednika republike mora biti povezovalna. O tem govorijo tudi ustavni strokovnjaki. Ni namen predsednika republike, da nadzira izvršno vejo oblasti. Še manj je namen predsednika republike, da opozarja, da ta zakon pa ni dober, ki ga je sprejela vlada, ali še huje, da celo zavrne zakon, ki ga je sprejel parlament. To, kar je sprejel slovenski parlament, točno temu je predsednik republike dr. Turk nasprotoval. To se ne spodobi. Če bi že imel namen, dober namen služiti, povezovati, bi moral to delati v predhodni fazi, preden se zakone ne sprejmejo. Zato je tudi nesmiselna ta pobuda, kako sem jaz ocenil, da se poskušajo se dogovoriti, ko je zakon že sprejet in ki mora čez nekaj časa priti veljavo. Z njegovim podpisom seveda. Glede, pobudnice in pobudnike referenduma imajo to ustavno pravico. To moramo spoštovati. Vendar pa se mi zdi, v takih razmerah, kot smo, pošteno od pobudnikov, če hkrati povedo, hkrati, ko mi, ki temu nasprotujemo, branimo njihovo pravico, da se brez diskusije o tem to izvede, kaj je njihov cilj? Je cilj padec zakona o upravljanju državnega premoženja ali je cilj padec vlade? Vi veste, da te vlade jaz ne podpira in da tudi kakšnega zakona ne. Vendar pa moram tukaj ponovno reči, ne zato, ker domnevam, da je tukaj večina tistih, ki tej vladi verjamete in zaupate in jo podpirate. Ni cilj mojih ravnanj padec te vlade. Politična kriza, ki bi bila nasledek nekega obračuna moči med opozicijo in koalicijo, bi v danih razmerah, to je moja presoja, s katero vstopam tudi v predsedniško kampanjo in se borim za položaj predsednika republike. Politična kriza bi za dlje časa paralizirala slovensko državo pri upravljanju z našimi problemi. Zato se mi zdi, da bi bil njihov odgovor na to vprašanje, ob tem, ko se postavljamo na njihovo pravico, da je referendum in referendum verjetno tudi bo, da povedo, kaj je cilj. Ker, brez zamere, s tem končamo, mi vemo, kaj se bo dogajalo. Prvič, od vložitve referenduma naprej se je dvignila temperatura nesodelovanja v slovenski politiki. Ohromilo se je zaupanje med političnimi strankami. Temu bo zagotovo sledilo do neke mere manjše ukvarjanje vlade z nadaljnjimi načrti. Se bo morala, to vem iz svoje izkušnje, ukvarjati z načrtom, kako braniti sploh doseženo. Naprej, kakršen koli že bo izid referenduma in domnevam, da ne bo uspel, v teh razmerah
se bo kumuliralo nizko podporo vladi z dejstvom, da je referendum padel in z pričakovanjem tistega dela javnosti, ki ni naklonjen vladi, da ta vlada odstopi. Kdo od nas v teh prostorih, v tem času pričakuje, da je to humus za neko racionalno presojeno odločenje v slovenski politiki? Ni ga. In kaj predlagam? Ne verjamem, da je mogoče z nekim dogovorom ustaviti možnost tega referenduma, za katerega je tako odločil predsednik državnega zbora. Vendar, če in koliko je še poguma in moči med nami, je potrebno v nekem razumnem času in že pred meseci sem rekel, da je ta čas po mojem ne daljši od slabega leta dni, morda krajši od pol leta, dogovor o tem, da se doseže premirje v slovenski politiki, da imamo to vlado, da ni cilj nasprotnikov te vlade, da ta vlada pade, ampak da ima boljše rešitve zakonov in obveznost te vlade, da poskuša te zakone usklajevati in da se tisti, ki lahko in imajo ustavno pravico, odrečejo te možnosti, da bi z referendumi rušili atmosfero v državi. In na koncu predsednik države je tisti, govorimo o novem predsedniku, kdorkoli že to bo, je tisti, ki lahko pomembno pripomore k atmosferi v tej državi. Ali si bomo politično zaupali, ali pa se bo to nezaupanje ohromilo do te mere, da preprosto kdorkoli bo vodil vlado države, ne bo moral storiti nič. Če dovolite kratko repliko, vendar ne. Tudi vi ste to atmosfero soustvarjali, gospod Pahor. S tem, ko ste javno nasprotoval obema, recimo, vsaj tema dvema reformama, o drugih ne odpiramo teme, ki sta imela na nek način podporo v ključnih mednarodnih inštitucijah. Pazite, mednarodni denarni sklad, OECD, Evropska centralna banka, Evropska komisija, Evropski svet. A najdete poleg vseh teh še kakšno drugo verodostojno mednarodno organizacijo ali asociacijo, ki bi imela kakšno boljšo alternativo ali pa boljše koncept izhoda iz krize kot vse te mega inštitucije na evropskem in svetovnem prizorišču? Ja, ni. In vi ste tudi temu nasprotoval temu in na nek način tudi spodbujal, recimo, da poslednjo, da je prišel do tega zadnjega dogodka, do razpisa referenduma. Ne na zadnje, vaš strankarski kolega, gospod Meh, je tudi podprl to referendumsko pobudo, da o najnem tretjem rivalu sploh ne govoriva, tam pa so praktično vsi njegovi podporniki vseh 29. Kako govorim? Glede, ne pričakujte, da bo v parlamentu 90 poslancev vedno glasovalo za predlog vlade. Ne bo. Nikoli. Nihče ne pričakuje tega. In zato je tudi to pozivanje, zakaj sem jaz glasoval drugače, samo priložnost, da nakratko povem, da je prav tako ustanovitev agencije podprla OECD in vrsta drugih institucij in da smo to počeli v dobri veri na koncu, ugotovljajoč nekatere napake, ki bi bilo vredno odpraviti mesto ustanoviti holding. Kar se banke tiče, pa sem jaz odkrito povedal, da je nekaj več dvomov pri moji odločitvi, da se instrument dokapitalizacije doslej ni obrestoval v taki meri za sanacijo bank, da bi presegle kreditni krč, kot smo ves čas upali, in da bi ob določenih okoliščinah, zdaj bi pa prosil za določeno pozornost, ker gre tukaj prav za problem bank, ki bo v ospredju ocen bonitetnih hiš prav kmalu, v primeru politične stabilnosti in uspešnega ukrepanja vlade bi se lahko zamisel slabe banke obrestovala, vendar je bilo toliko dvomov o seveda tudi strošku te odločitve, da sem pač odkrito podvomil, ali je to prava diagnoza na problem, za katerega mi nismo našli prave rešitve. Ne dovolj dobro, to sem tudi javno povedal. Tako da, kolega Zver, nikoli se vsi ne bodo strinjali o ukrepih, ampak vas pa nekaj sprašujem. Koliko je bilo tistih v opoziciji, zlasti tisti, ki imamo nekaj več političnega odmeva, ki so od prvega trenutka dalje stali na stališču, da ne glede na to, kako bo državni zbor sprejel odločitev vlade, ne o njem ne bo referendum. Jaz sem se pa zato javno in jasno postavil. Jaz mislim, da to nekaj šteje v slovenski politiki. Če nekdo tvega proti
vetru, v katerem se nekako politično nahaja, da nekaj reče. Ni imelo želenih učinkov, kot bi si sam hotel, ampak tukaj se pač z vami ne moram strinjati, da je potrebno pričakovati, da se bodo vedno vsi z vlado strinjali. Tudi ni funkcija predsednika države, da se vedno vsakič z vlado strinja, da sem rekel, njegova funkcija se mi zdi, da je in zlasti bo v naslednjem letu, ki bo odločilno. Leto 2013 bo odločilno leto za rešitev krize ali pa nas bo kriza dokončno nekako pograbila vas. Kot sem rekel, za celo generacijo, da ustvarja neko atmosfero sodelovanja. Če in koliko vi mislite, da boste pri tem boljši in bo tako ocenili tudi ljudje in boste pri tem uspeli vmest tako zaradi sebe, kot zaradi svoje družine in zaradi vsega, kar verjamem, smo zadovoljni. Jaz bi tudi želel, da bi vaše stališče več štelo, ampak povem tudi, da ne. In tukaj sta pri sanaciji bank zelo enostavni varianti. Ali še naprej dokapitaliziramo, kot smo doslej, ko zmečemo še nekaj milijardov evrov v sanacijo bank, brez nekega končnega izhoda, ali poskušamo presekati to prakso nekaj novega. In veliko hitreje rešiti banke kreditnega krča, zato ker gospodarstvo ne potrebuje, če že ni fizično osebe, pa gospodarstvo za ponovni gospodarski rast, za nov investicijski ciklus, brez dejavnih bank novega investicijskega ciklusa v Sloveniji ne bo. In če je tega ni gospodarske rasti, ni novi delovnih mest in ne bomo prišli do blaginje. Enostavno formula. Za slabo banko sem se ukvarjal več kot 3 leta. Vključno s sedanjim finančnim ministrom leta 2009 velika večina strokovnjakov, ki smo jih bili vprašali za nasvet, tudi mednarodnih, ni bila naklonjena za misli slabe banke. Zdaj se nekako to spreminja, bi pa še enkrat povedal, ker smo se s tem veliko ukvarjali, nisem bančni strokovnjak. Glavni pogoj, mogoče vtegne to koga presenetiti, glavni pogoj za to, da je odločitev za slabo banko dobro odločitev je politična stabilnost, v kateri vi nadaljujete z drugimi ukrepi za reševanje krize. Če ni teh drugih ukrepov, je slaba banka slaba odločitev. In zato sem jaz takrat rekel, ok, vlada na nek način ima pravico, da če ugotovi, da moja diagnoza in reševanje moje vlade glede preseganja bančne krče ni bilo uspešno, da poseže po alternativi, ampak se pa moramo zavedati, da lahko ta alternativa uspe samo v situaciji, ko reforme nadaljujemo in zato sem rekel, tudi če bo zakon izglasovan, prosim, izognimo se reforme. Hvala lepa. Gospod Pahor, vi ste mi še dolžni odgovor glede neudeležbe gospoda Tirka. Vsak ima pravico, da se odloča po svoji vesti. Jaz sem bil na Zboru za Republiko prvič leta 2004. Spomnim se, da je to odmevalo v vrstah, ki so me naklonjene zelo vihravo. Vendar se mi je zdelo, da je to mogoče prispevek k temu, da se v Sloveniji vzpostavlja neka politična kultura, kjer pridete očitno tudi med občinstvo, ki vam ni naklonjeno, ampak ravno to je stvar neke odločitve, da se preseže neka razklanost, ki je evidentna in se treba še pogledati. Mogoče samo, da povemo še, kaj smo želeli vprašati gospoda Tirka. Predvsem to, da je referendum predlagala v veliki meri stranka, ki ga podpira v kampanji. Zanimalo nas je, ali še vedno stoji za izjavo, da mora biti referendum na voljo ljudem in ne politikom, kot je to gospod Tirk dejal januarja letos. In zanimalo nas je tudi, ali se s to izjavo oddaljuje od stranke PS. In če nadaljujemo mi s človekovimi pravicami, predsednik države je visoka moralna avtoriteta, ljudje mu po lestvicah zelo močno zaupajo, dobiva najvišje ocene, torej predsednik je nekdo, ki je v prvi vrsti eden med vsemi, eden od enakih, ne glede na njegovo versko, politično ali rasno pripadnost, pa me seveda najprej zanima eno popolnoma preprosto vprašanje, pa mogoče bo zakomplicirano. Pa ustavko, prosim. Vaš odnos do laži oziroma resnice, gospod Zver. Ja, moj osebni odnos je popolnoma jasen. Tukaj gre za dve nasprotujoči si zadevi.
resnicoljubnost je pomembna vrednota in bi morala imeti domovinsko pravico tudi v politiki, tudi v slovenski. Malo prej sem govoril, da je dostojnost slovenske politike zelo slaba. Obe stvari sem opazil tudi v tej kampanji, tudi najbolj podne laži, ki se širijo okrog nas v tem času, tako da, ampak recimo, da se še to da težko sprejeti in nekako razumeti, če to ljudje delajo, ko pa politiki lažejo, snedajo besedo, takrat pa seveda trpi politična kultura in seveda tudi sama politika. Predsednik je res moralna inštanca. Predsednik Republike Slovenije je po svoji funkciji dokaj unikaten, dokaj neprimerljiv z ostalimi pozicijami, tovrstnimi pozicijami v svetu. Ni primerljiv s predsedniškim sistemom, s predsednikom v predsedniškem sistemu, ne s predsednikom v polpredsedniškem, ne s kraljico, kraljem, carjem in podobno. Tudi ne z tistimi, ki so izvoljeni v parlamentarnih organih. Tako da je to, da je neposredno izvoljen ljudi, mu daje neko posebno, tudi neformalno moč, predvsem pa moralno avtoriteto. In zlasti predsednik Republike je moral biti verodostojen, ne se izogibati, ampak popolnoma izključiti vsakršno laž in govoriti resnico. Seveda pa, ker ste spraševali tudi o človekovih pravicah in svoboščinah, ni njegova funkcija glavna, da ščiti človekove pravice in svoboščine, ampak mora pa z svojim mnenjem, ki je lahko etablirano ali pa tudi neformalno, ščititi ali pa vplivati na visoke standarde zaščite človekovih pravic in svoboščin države. Če bi rekel, da se nikoli nisem zlagal, to sem zlagal zdaj. Sem pa, in to vedno bolj, pristaš tega, da se poskušam biti iskren, da poskušam biti odkrit, tudi takrat, ko mi resnica ne koristi. Zakaj takšno vprašanje? Gospoda Kirka sem želel vprašati, da je zavedel ljudi, ko je rekel, da je odpustil sodelavca, ki je najel pregrešno drago letalo, o katerem ne bi izgubljali besed, a se je izkazalo, da je bil v kabinetu zaposlen še 2 leti. Prav tako je obljubil zmanjševanje stroškov za delovanje urada na raven leta 2002, pa se to ni zgodilo. Na to odgovora seveda ne bomo dobili. Gospod Pahor, v vaši vladi je laž postala napaka. Vi niste nikoli takoj obsodili, tudi v primeru Gregorja Golobiča, notranje ministrice, ko je po ugotovitvah za najem NPU iz strani Računskega sodišča trdila eno in po odločitvi protikorupcijske komisije vseeno pričakovano odstopila. Gospod Zver, na vašo stranko pa je padla senca, ko so v javnost prišle informacije o ponarejenih dokumentih glede vloge gospoda Tirka pri dogajanju po Velikovcu. Gospoda, vprašanje, sta torej lagala, prikrivala resnico ali so to zgolj medijski sklepi teh zgodb? Gospod Pahor. Nekaj časa za to mislim. Prej sem pač pošteno povedal, da če bi rekel, da se nikoli nisem zlagal, bi se zdaj zlagal. To mi pomaga, da mi boste zdaj mogoče nekoliko bolj verjeli temu, kar bom dejal. V politiki je tako, da poskušaš kakšenkrat reči stvari tako, kot si želiš, da bi jih bil. In to te dela šibke in si šiba. Zelo si močan takrat, ko rečeš stvarem tako, kot jih vidiš in tako, kot veš, da so, čeprav to vtegne pokopati. Zelo redko sem srečal osebnost, ki bi bila do konca močna, da bi lahko vedno šla skozi in previharja te viharje. Kot sem pa dejal, eni stvari se poskušam zavezati kot javno osebnost, da ko gre za res velike stvari, da te treba biti takrat, koliko se da pošteni sadno z javnosti. In drugače pa, če kdo misli, da je v politiki mogoče iti brez kompromisov, zlasti kot predsednik vlade, pa moram reči. Jaz sem tudi predsednik parlamenta in ni lahka naloga, ampak neprimerljivo lažje predsednik vlade. Bil sem tudi poslanec v Evropski, kot kolega Zver.
Vse to so zelo stresne in odgovorne naloge, ampak noben ni primerljiva s predsednikom vlade. Predsednik vlade ima tako veliko odgovornosti in kakšenkrat v oceni, da dela nekaj pravne, nekaj vedno koristno. Tako da to gre na njegovo breme, s tem mora živeti in se morda izkakšno napako v tem čas. Gospod pa Zver. Ja, jaz bi najprej demantiral in del trditve vašem vprašanju. Ne? SDS ni ponarevala dokumentov, to je dejstvo. Ne? Kolikor jaz vem, so v arhivu samo narobe zložili en del dokumentacije. Ampak to še ne pomeni, da ti dokumenti niso bili pristni. Ne? Ti dokumenti so bili pristni in so dokazovali ravno to, kar je spodaval predsednik Türk, ki je dejal, da ni bil obveščen o dogodkih v Velikovcu. Torej, SDS ni naredila v tem smislu nič narobe, razen tehnično, ker je pač narobe zložila. Ampak ti dokumenti so bili originali, koliko jaz vem, in niso v ničemer prispevali k ponarejanju kakšnih dokumentov. Šlo se pač za to, koliko se spomnim okrog tega vprašanja, ali je predsednik Türk vedel. Predsednik Türk je dejal, da je izvedel to iz medijev. No, in potem je bil dan dokaz, da ni res, morda je tudi izvedel z medijev, kot velika večina državljanov, samo ne resnice. Državljani so slišali takrat zgodbo o dveh turistih, ampak je izvedel resnico iz uradnih dokumentov. Tako da tega očitka o ponarejanju, ki se kar precej širi tudi v javnosti, se ne moramo sprejeti. Gospoda Türka smo želeli vprašati, da je bil del sistema, za katerega je Vrhovno in Ustavno sodišče ugotovilo, da je sistematično kršil človekove pravice. Torej tudi ljudje, ki so bili v tistem sistemu, predvsem v vrhih politike, pa tudi represivnih organov. Tukaj sem ciljal na predsedniško odlikovanje zadnjega šefa UDBE. Ustavno sodišče je reklo ne, tudi Titovi cesti. Zanimalo me je, ali takšna odlikovanja lahko doprinesejo k poenotenju glede po pretekle zgodovine in pa prav tako me je zanimalo, ali se bo aktualni predsednik države za to odlikovanje kdajkoli upravičil oziroma priznal, da je bila napaka. Gospod Zver, vaša stranka si je pa privoščila, lahko rečemo, da zelo nenavadno obtožbo prav na račun predsednika države. Se vam je zdela primerna, se vam je zdelo primerno postaviti nekoga, če lahko tako rečem, prosite izraziti sramodilni steber? Ustavna obtožba je res močan akt, ki se ga lahko posluži opozicija. Jaz mislim, da je takrat prevladovalo spoznanje, da je predsednik republike naredil ogromno napako. To se ne bi smelo zgoditi nikoli. Vendar je Republika Slovenija presekala kontinuiteto z prejšnjim sistemom, sprejeli smo novo ustavo, nove zakone, nove simbole. Ustavno sodišče je povedalo svoje, no kot proti temu, pa nastopi predsednik Republike kot neki vrhovni varuh tudi ustavnosti in razglasi oziroma nagradi nekoga, ki je bil na čelu organizacije, ki ga je celo ustavno sodišče razglasilo za zločinsko. Pa mogoče pod vprašanje še tako imenovanemu desnemu polu se pogosto pripisuje ideološki boj, češ, da ga ta sama sproža, ga sama podžiga. Gospod Zver, kako ste vi prispevali k spravi, denimo tudi kot minister v Vladi Republike Slovenije ali kot evropski poslanec? Ja, kot minister sem poskušal se tako, da sem razširil ali pa vplival na to, da so se učne načrte v srednjih in pa osnovnih šolah nekoliko širili. Da so imeli otroci, učenci, dijaki možnost se učiti recimo tudi iz zgodovine iz obdobja osamosvojitve Republike Slovenije, pa o demokratizaciji, pa o mednarodnem vključevanju in podobno. Brez tega mojega vpliva kot minister tega premika ne bi bilo. Poleg tega sem kot minister organiziral mednarodno konferenco učiteljev zgodovine
in sicer o človekovih pravicah, kako se recimo učinki tudi temne plati zgodovine. No, kot evropski poslanec pa sem tudi član skupine za spravo evropskih zgodovin, kjer prav tako organiziramo razne mednarodne konference in na razne teme, človekovih pravicah, mladih in podobno. V tej skupini nas je kar precej aktivni veliko poslancev iz vzhodne Evrope. Ne? Ampak so pa tudi nekateri iz zahodne Evrope, zlasti iz Nemčije, pa tudi Švedske. Potem obstaja tudi mednarodna zveza, forum, kjer sem prav tako dejaven ravno na tem področju. Skratka, prav bi bilo, da bi zlasti mladi, ki ne poznajo toliko zgodovine, zlasti temnih plati zgodovine, naj povem en podatek, da so recimo celo nemški učenci mislili, da je bil Adolf Hitler trener nemške nogometne reprezentance, to je zelo velikem odstotku. Ne. To pomeni, da nimajo težav z svojo lastno zgodovino s temnimi stranmi zgodovine samo na vzhodu, v postkomunističnih državah, ampak tudi na zahodu. Skratka, zgodovino se pač moramo pobuditi na nek način, ne? Jo pogledati in nadaljevati, koliko seveda se spravo. Francija in Nemčija sta zelo lep primer. Kako se da na, recimo, v dveh narodih, ki so bilo zgodovinsko tako vsaka en proti drugemu, ne? Kjer je bilo ogromno žrtev v raznih vojnih borijah, ne? Pa so vendar se dalo narediti en premik naprej, celo skupni zgodovinski učbenik so napisali. Pa nam Slovencem ne bi tega uspelo, ne? Prav neverjetno je. Ampak čisto zares, dokler ne bomo bolj vzgajali demokratične kulture, tudi državljanske kulture, ki seveda mora temeljiti na toleranci in spravi, do takrat bo to sprave res težko. Ampak sprava je dokaj kompleksen pojem, temelji na nekaterih pomembnih stebrih in preden bomo jo naredili kakšne korenitejše premike naprej, jaz mislim, da potrebujemo veliko politične volje. Gospod Pahor, ne samo na desnici, ne samo na desnici. Gospod Pahor, bili ste predsednik vlade v času, ko je Evropski parlament sprejel resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu. Takrat kot predsednik vlade niste prisluhnili predlogu opozicije. Zakaj ne? Takrat bi morebiti lahko prispevali oziroma naredili korak naprej k spravi. Ni nobena skrivnost, da sem bil osebno naklonjen temu, da naredi slovenski parlament kot edini nacionalni parlament, koliko meni je znano, takrat med parlamenti držav Evropske unije izjemo in recimo notificira to izjavo. Vendar bi rad zelo odkrito povedal, ker je to znano tistemu delu javnosti, ki želi vedeti, da je bilo hkrati veliko tistih, ki so se temu znotraj koalicije postavili po robu in morda sem ocenil pravilno, morda ne. Zdelo se mi je, da v trenutku, ko ni bilo politične večine znotraj vladne koalicije za to odločitev, preprosto dajem prednost drugim temam, ki sem jih takrat štel za bolj pomembne. Na koncu smo bili sredi razprave o pripravi pokojninske reforme in drugih, zdravstvene, trga dela. Pravim, ali je bila to prava ali napačna odločitev, se že danes lahko vprašamo in si dati odgovor. Takrat sem pač tako ocenil, zdelo se mi je, da je treba fokusirati neko energijo, sredotočanje v politiki je izjemno pomembno. Če pa jaz posebno nisem imel s tem nikoli težav. Slovenci imamo dve veliki izkušnji kot narod v zadnjih 50 letih, dve zelo različni, dramatično različni izkušnji. Zgodovinsko usodne okoliščine so nas enkrat pripeljali do tega, da je brat dvignil nad brata roko in si desetletja se nismo uspeli izvleči iz strasti sovraštva, ki je ostalo kot temna senca na tem neslavnim dejstvom. In smo bili leta 1991 složni. Mi smo uspeli v usodnih okoliščinah skupaj narediti neko velikansko reč za našo prihodnost. Se pravi, Slovenci nismo obsojeni na to, da bi se med seboj sprli. Ne zaradi enega, ne zaradi drugega razloga. In nismo obsojeni na to, da bi bili enotni.
Ne zaradi enega, ne zaradi drugega razloga. Na nas je, ali se bomo v določenih posebnih zgodovinskih okoliščinah oblikovali kot složna skupnost ali pa kot razprta skupnost. In zdaj gre v tem trenutku za to vprašanje. In jaz mislim, da je bilo kolosalno pomembno, če bi se izučili iz vsega, kar smo imeli od narod v svoji, svoji zgodovini, da je potrebno gledati naprej. Jaz kot rečeno, s tem nimam težav. Jaz sem, veste, tudi osebno si dosti krat izpostavil za stvari, za katere je na levici zmogel pogumalo. Jaz s tem nimam kakšnih težav, samo zavesti. Tudi zdaj je popolnoma jasno, da se obeta nek čas, ki je lahko zelo nevaren z tega dobiča. To moram povedati odkrito. Če se bo pokazalo, da je malo politične volje na obeh straneh za skupno sodelovanje pri izhodu iz krize, bodo te stvari, ki so nekako vedno kot nevarnost visele nad nami, postale dodaten, močan in verjetno skoraj da nepremagljiv predmet narodnega spora. In ko jaz kličem k temu, da vendarle dajmo, koliko je mogoče sodelovati, in ne pravim, da sem jaz zdaj tukaj nek prvak med temi, ampak samo tisti, ki to vendarle reče, tudi na levici. Ne? Kolega Zver je, če prav razumem, če ostanemo pri teh pojmih prvak desnici. Ne pravim, da sem jaz prvi nedini, ampak se postavljam za to, jaz se postavljam. Ne? Tako da, veste, tukaj je neka priložnost, ki jo bomo leta 2013 izkoristili pa za kockali. Gospod Pahor, mogoče v tem vprašanje, omenili ste, da vam koalicija takrat ni prisluhnila pri denimo resoluciji Evropske zavesti in totalitarizmu. Prav tako ni bilo soglasja pri reformah, kako in na kakšen način jih popolnoma izpeljati. Lahko rečemo, stranka vas ni dovolj poslušala, koalicija vas ni dovolj poslušala. Zakaj torej menite, da vas bodo izvolili ljudje? Po drugi strani smo pa sprejeli dva zakona, ki sta urejala, zdi se mi, da na pieteten in civiliziran način, prav to vprašanje. Torej, v čem zakon o grobiščih in tako naprej. Ne? Veste, brez zamere, da ne sprejmem brez ugovora vaše kritike. Deloma so upravičeni, deloma pa vendarle ne. Mi smo po dolgih letih sprejeli dva zakona, ki vendarle pietetno urejuje, da nekatere stvari, ki niso bile urejene. Odločili smo se, da bomo imeli vendarle obelisk sprave. Odločili smo se zakoni, da bomo imeli obeležja grobov, kjer piše, da so ljudje tam pokopani kot žrtve vojne in revolucije. Bile so stvari, ki so vendarle premikale stvari naprej. Hočem reči, morda nismo naredili vse, kar bi kdo pričakoval na tem področju, ampak nismo naredili tako malo, da bi zdaj morali biti tukaj kregani, da nismo naredili nič. Ravno v vašem času je nekdo zgubil službe, visok uradnik, ki je delal na teh področjih. Jaz pa zdaj malo preveč cenim, da bi ne želel biti oseben, ampak tudi zaradi moje prve odločitve so marsikatere stvari ostale tako, kot so bile prej. Torej, v spravi bomo govorili še veliko v prihodnje. Spoštovani zbrani, naš čas pa se počasi izteka, zato bomo... Mi domeniva, da se šele začenja. Tako. Naš čas tukaj na tem soočenju, gospod Pahor, mislim, da imate danes še eno, kjer pa upamo, da biste imeli še tretjega kandidata. Dajem pa možnost sedaj in seveda vabim gospoda dr. Lovra Šturma, predsednika Zbora za Republiko, da kandidata na predstavljajo vprašanje. No, zastavil bi samo eno vprašanje. Kako gledate na politično kulturo v Sloveniji, kako se odraža med ključnimi političnimi dejavniki, ki nastopajo na prizorišču v Sloveniji, in ne nazadnje tudi, kako gledate na to, da se eden od kandidatov, ki se potekuje za spoštovano mesto predsednika države, danes ni tukaj oziroma v zadnjem trenutku sporočil, da ga ne bo. Morebiti je to pravičijo, zaradi morebiti kakšne telesne šibkosti, ko v tem pogledu se sam tudi omejujem, če bo to morda razlog, ali če bo morda razlog to, da bi bilo za njega prenaporno se udeležiti enega takega srečanja, zvečer pa še enega, ampak tukaj imamo dva kandidata, ki sta očitno pokazala,
da to le ni tako zelo naporno. Torej, beseda je vaša. Hvala lepa. Tudi nas prehod daje, pa smo se napočili. Ampak, dobro vprašanje, hvala lepa. Politična kultura, jaz sem rad malo zgodovinar in bi rad potegnil tudi nazaj. Demokratična politična kultura je pri nas na Slovenskem začela nastajati pred, ne vem, 130-120 leti, takrat, ko se je začel politični prostor modernizirati. In ko se začel tudi slovenski politični prostor demokratizirati, ko smo dobili tudi demokracijo, neposredne volitve in podobno. Takrat smo bili in po kulturi, in po strukturi, po inštitucijah, kar primerljivi z najbolj razvitimi državami Zahoda, tudi po politični strukturi, tako liberalne, pa socialistične in pa konzervativne stranke in politiki so živeli pri nas in smo imeli dokaj primerljivo politično sceno. Do druge svetovne vojne, potem je bila nasilno pretrgana z revolucijo, no in potem se v 80-ih letih začela ponovno obujati in rasti. Ampak se nikoli več ni tista predvojna politična scena ponovila, ko smo imeli v bistvu troblokovski sistem, ampak je od državljanske vojne pa vse to pustilo slovi, tako da se je politični prostor latentno razdelil na pol-pol. Ampak jaz mislim, da je to tudi formula, ki živi tudi v ostalem evropskem bližnjem prostoru. Jaz osebno sem na začetku 90 let pričakoval veliko več, sem bil veliko večji optimist, da se bo politična kultura hitreje razvijala, da bomo tudi državljanska kultura, tudi domovinska kultura hitreje, zato ker smo vendarle dosegli zgodovinske uspehe. Tudi Jože Pučnik je mislil, da glede tega ne bo problemov. On je dejal, pomembno je, da se uvede demokratična tehnologija. Vse ostalo bo relativno hitro prišlo samo po sebi. No, ampak smo bili že na začetku 90-ih let priča hude kritike strankokracije, zlasti s strani bivše nomenklature, in naenkrat so politiki in stranke in tudi parlament, poslanci postali najbolj osovraženo populacije v slovenski družbi. In vse skupaj je to počasi začelo, so te demokratične atributi začeli izgubljati pomen v Sloveniji. Tako da je prav neverjetno, da danes ima politika in stranke in vse tisto, na čemer temelji demokratična družba in sodobna politika, izjemno slab ugled v javnosti. Morda tudi deloma zaradi nekaterih poslancev, ki pridejo in ne ravno prispevajo k ugledu, dvigu ugleda parlamenta, recimo, in pa poslanske funkcije ali pa ministrske funkcije, ampak vendarle, človek bi pričakoval, da bi se te demokratične inštitucije utrdile v demokraciji, pa se nažalost niso. Tako da je prav presenetljivo, jaz sem delal nekoč tudi raziskavo vrednot politične kulture in ekonomske kulture na podlagi Inklehartove svetovne analize vrednot in smo videli, da Slovenci nismo še zdaleč ne blizu po kulturnih orientacijah najbolj razvitim zahodnim državam, seveda stabilnim demokracijam. Še zdaleč ne, smo v močni tranziciji, smo malo odmaknjeni od balkanskih držav in vzhodnih držav, ampak ne tako, da bi lahko bili na te naše izplene preveč ponosni. Kaj to pomeni? To pomeni, da nas čaka še veliko dela, učenja in vzgajanja za demokracijo. In da obujanje kakšnih slabih simbolov in slabih avtoritarnih, totalitarnih praks iz preteklosti ne prispeva k širjenju demokratične kulture in demokracije. Zlasti bi morali paziti na to, kaj mladi dobijo, s čim njim postrežemo. Tudi v šoli, pa tudi mediji imajo izjemno pomembno demokratično in kulturacijsko vlogo. Mediji so pomemben, če ne še vplivnejši dejavnik od šola in družine. Zato imajo tudi oni svojevrstno odgovornost pri širjenju demokratične kulture v sodobnosti. Hvala lepa, gospod Pahor. Mislim, da je za slovensko politično kulturo posebej značilna. Tudi v regionalnem prostoru, ne samo širše. Da jo posebej obeležujejo močna čustva glede identitete, ki segajo iz preteklosti. Vendar, moram na koncu reči,
nekaj, s čimer bom tudi zaključil z mojega začetka. Če ne bi bilo leta 1990, bi mislil, da je to konstanta. Ampak ni. Leta 90. Imate Demosova vlada. Imate opozicijo, ki v bistvu izvira iz politične nomenklature prejšnjega režima. Imate tudi predsednika predsedstva, ki prihaja iz tega območja. Jaz sam sem bil delegat iz tega političnega območja. Demos pride na oblast ne samo željo po demokratični državi, ne samo z vizijo suverene države, ampak gotovo so tukaj tudi močna čustva, vsaj v delu javnosti, ki želijo na nek način kaznovati predstavnike prejšnjega režima. In se to ni zgodilo. Ker je bila, tukaj sem slišal nek glas, da je bilo to narobe. Veste kaj, to je bila cena za to, da smo Slovenci skupaj dobili državo. Če bi se leta 1990 sprli in bi ostali brez nje. V redu. Glejte, to je stvar presoje. Jaz, absolutno imate pravico, da gledate na stvari drugače, jaz pa tako gledam. To je bil vrhunski dosežek takratnih voditeljev, da so premagali en drugega. Takrat so. Ali bomo zdaj? Spoštovani zbrani, spoštovana predsedniška kandidata, mogoče samo še, želeli smo se dotakniti še ene teme, to je arbitražni sporazum, predvsem v povezavi z imenom pravnice gospe Vasilke Sancin, ker pa ni gospoda predsednika države oziroma kandidata za predsednika državnega gospoda Danila Türka, se te teme ne bomo dotaknili. Bi pa ob sklepu našega soočanja le še, da sklenemo optimistično, kaj pričakujete v nedeljo 11. novembra, gospod Pahor? Lahko vam povem, kaj si želim, kaj pričakujem. Se mi zdi, da toliko mislite o čem. Želim si, da bi tisto, kar slutim, da je med ljudmi, pa da nekako zdaj politiki ne znamo dovolj provocirati, da je neko zadnje upanje, da je upravičeno, da bo odprto na poglavje za to upanje. Upanje je v politiki blazno pomembno, veste. Skupnost drži po koncu vera v prihodnost. Te vere je zdaj malo, ampak jaz moram reči, da kolikor mi je ta kampanja dala možnost, da šel nek poseben način ljudmi, ta vera med ljudmi je bolj kot med politično elito. In zdaj mora biti elita na ravni odgovornosti, ki jo, če smem tako reči, običajni ljudje že imajo. In mislim, da se lahko iz teh kolosalnih težav. Ali se bom, je pa skoro odvisno samo od nas. To pričakujem in tudi to se želim. Hvala lepa, gospod Zver. No, jaz smo tudi pričakovani želji, ne? Ampak za Slovenijo je bilo najbolje, da dobi drugega predsednika, ne? Še posebej sedaj, ko je jasno, da sedanji predsednik prispeva, koliko se reda k blokadi politične situacije. Za Slovenijo je nujno, da pride tudi predsednik. Zato bi se jaz ne bo želel, da se drugi krok uvrstiva midva, recimo, ne? In potem... Vendarle, tudi jaz bi delal nekaj podobnega. Tukaj ne gre 11. za to, da bi jaz postal predsednik, ali pa da bi si jaz tako želel in tako naprej. V tej volilni kampanji sem videl na 10,000 ljudi, ki se resnično želijo neke spremembe tudi na političnem polju, ki se želijo, da se Slovenija reši iz krize, ki se želijo, da se ponovijo tisti časi, ki jih je Jože Pučnik tako dobro zaznamoval pred 20 in več leti. Jaz bi rad prispeval svoj delež k temu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zver,